Dobrodošli v podcastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Mateja Lazar in Sabina Briški Karlič prihajata iz Zavoda Motovila. Mateja Lazar, soustanoviteljica in direktorica Zavoda Motovila, je strokovnjakinja za mednarodno sodelovanje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Specializirana je za programe in politike EU in ima več kot 20 let izkušenj na področju svetovanja in usposabljanja. Sabina Briški Karlič pa je svetovalka na področju mednarodnega sodelovanja za audiovizualni sektor. Če kdo ve, kateri so najbolj aktualni nagrajeni evropski filmi, je to ona. Pa tudi razpise na tem področju vam strese iz rokava. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Motovila je že vrsto let močno podporna točka za kulturne in ustvarjalne sektorje v Sloveniji. Kako pa vidve vidite vlogo Motovile? Kako bi jo na kratko opisali? Mi sebe vidimo kot neko podporo sektorju, se pravi kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, neka vstopna točka, kjer naj bi kdorkoli, ki deluje na tem področju v teh sektorjih, prišel do konkretne podpore, do konkretne pomoči. To je res naša želja, da čeprav recimo mogoče nismo pravi naslov, vsakemu pomagamo saj z nasvetom, kam se obrniti. Seveda pa to vse v kontekstu mednarodnega sodelovanja, ki je naš primarno področje delovanja. Se pravi, spodbujamo mednarodno sodelovanje v kulturi in filmu. Tako, in zdaj ena naših največjih, najbolj pomembnih nalog je tudi, da smo Center ustvarjalne Evrope v Sloveniji, kar pomeni, da smo informacijska pisarna za edini in največji evropski program oziroma mehanizem, ki podpira kulturni in ustvarjalne sektorje. Mi že od leta 2014 vodimo, imamo tudi predhodne izkušnje, ampak od 2014 vodimo ta center in nekako ponujamo celostno strateško podporo, da predstavniki kulturnega sektorja, ki jih zanima evropsko sofinanciranje in povezovanje na evropski ravni, jim damo konkretne informacije glede razpisnih možnosti, sploh ideja, kako se prijaviti in kako formirati evropsko partnerstvo, kar je vedno podstat tega sodelovanja na evropski ravni. Tako da v to smer organiziramo svetovanja, poprečno 35 dogodkov skupaj s partnerji doma in v tujini in želimo spodbujati sektor s tem, da jim nekako dajemo vedno aktualne informacije, prave informacije, nekako napovedujemo trende, da vejo, kaj se v bistvu zdaj dogaja na evropski ravni in veseli smo, da smo kar uspešni v tem, kar kaže rezultati v programu. Ja. Mogoče bi dodala samo še to, da naši uporabniki, kot jih imenujemo, so na svoji karierni poti v zelo različnih fazah. K nam prihajajo tako tisti, ki so ravno zaključili izobraževanje in so se odločili, da bojo profesionalno kariero začeli v teh sektorjih, do tistih res izkušenih, ki so praktično ambasadori slovenske kulture, recimo, in seveda vsak od njih potrebuje drugačno podporo. Hkrati pa se pravi, prej smo rekli, spodbujamo mednarodno sodelovanje, ampak res si želimo spodbujati tudi sodelovanje med temi posameznimi sektorji, pa tudi onkraj kulture z drugimi sektorji. Zato, ker že na evropski ravni je ta sektor tako majhen, v Sloveniji pa še toliko manj in recimo mi tudi kot Center ustvarjalna Evropa delujemo horizontalno, se pravi, nudimo podporo za vse sektorje, od recimo kulturne dediščine, sodobnega plesa in drugih uprizoritvenih oblikovanja do filma, ne vem. Ja. Smo ta ena točka. Ena točka za vse, tako da skozi leta smo ugotovili, da je to sodelovanje med temi sektorji lahko zelo plodno in to naj veseli, da tudi v Sloveniji zdaj malo več sodelovanja med sektorji. Tako, ja. Krasno. Pa mogoče, če kar preizkusimo svetovanje v praksi, katere konkretne programe EU oziroma razpise trenutno najbolj priporočate kulturnim organizacijam, ki želijo stopiti na neko mednarodno raven?
Ja, zdaj po službeni dolžnosti morava najprej omeniti ustvarjalno Evropo. Se pravi, Motovila je nacionalna informacijska pisarna tega programa EU in po eni strani je to edini mehanizem Evropske unije, ki je bil oblikovan prav z željo podpreti razvoj kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Ampak to ne pomeni, da je to edina priložnost za sektor, da pridobi podporo Evropske unije za svoje delovanje, razvoj, aktivnosti. Program Ustvarjalna Evropa je kot ostali programi oblikovan za obdobje 7 let in traja v tej obliki, v tej izvedbi do konca leta 2027. Že v primerjavi s prejšnjo generacijo se mu je povečal proračun, kar nas tudi veseli, tako da imamo v tem obdobju približno 2,5 milijarde evrov na voljo za različne sektorje, različne razpise, recimo zato, da bo malo bolj jasno, samo v lanskem letu smo promovirali približno 50 različnih razpisov, razpisnih rokov, to ne pomeni, da obstaja toliko različnih razpisov, tako da tega je res veliko, nekateri so zelo splošni, odprti za razne organizacije, ne glede na pravno-formalni status ali pa področje delovanja, nekateri so pa zelo specifični. Je pa program načeloma razdeljen na 3 glavne sklope. Eno je medija, ki je res specializiran za filmski sektor in audiovizualne sektorje, in potem vsi ostali sektori imajo domicil v podprogramu kultura. In novost v tem obdobju je pa še tako imenovan medsektorski sklop, ki združuje vse te sektorje in to, kar smo tudi mi želeli in kar nakazuje tudi ta ilustracija Vesne Bukovec, ki nam je zelo draga, se pravi iniciative, ki se jih dela skupaj. In tudi mogoče razlika z nacionalnimi shemami sofinanciranja, mogoče za nekoga, ki še ne pozna tega programa. Ustvarjalna Evropa res podpira medsektorsko sodelovanje, se pravi, da se najdejo različni akterji, ki bojo skupaj dosegli več in nekaj naredili bolje ali pa bolj inovativno. Tako. Mogoče še za tiste, ki ne vejo, zdaj ta medsektorski sklop, ki res je most in spodbuja sodelovanje vseh sektorjev, naslavlja tudi neke aktualne izzive, kot so dezinformacije, tako da tudi novičarski mediji, in ponosni smo, da imamo 2 uspešna RTV Slovenija in en konzorcij medijev, Primorske novice, Salomon in Večer so tudi vstopili na to področje, tako da eno to povezovanje, ki ga mi že od leta 2014 promoviramo, je zdaj res aktualno. Hkrati pa seveda sodelujemo tudi z drugimi programi, tesno smo povezani s tistimi evropskimi programi, kjer so tudi druge možnosti za kulturni in ustvarjalni sektor, naprimer Erasmus, Obzorje Evropa, Interreg, tudi sami sodelujemo, nismo samo Center Ustvarjalne Evropa, ampak se tudi sami vključujemo v to vrstne povezave in nekako uporabljamo te mostove, da še bolj, poleg tega, kar tu ponujamo skozi svojo glavno aktivnost, še dodatne stvari pokrivamo, tako da to CERV je eden izmed programov, ki je nekako tudi kompatibilen, med drugim tudi zato, ker Ustvarjalna Evropa in nasplošno na evropski ravni so neke horizontalne teme, so digitalni prehod, zeleni prehod in inkluzija, tako da to poskušamo najti načine, kjer se lahko v bistvu še te teme nekako potegnejo in povezujejo. Mogoče lahko dodam še malo konkretnih podatkov, zato ker na Motovili stalno širimo pač glas o tem, da je Slovenija zelo uspešna, izjemno, nadpovprečno uspešna v ustvarjalni Evropi, ampak zato, da se nečesa oprimemo, recimo podatki za vse razpise, ki so se realizirali v letu 2024, v teh razpisih je uspešno sodelovalo skoraj 150 slovenskih organizacij in za te projekte, ki so jih uspešno prijavili, so pridobili 25, oziroma se opravičujem, več kot 7 milijonov evrov, ampak želela sem povedati, da tudi
podatki iz preteklih let kažejo, da vsako leto Slovenija pridobi iz razpisa Ustvarjalna Evropa več kot 6 milijonov evrov, kar se nam zdi res velik dosežek, če vemo, kakšni so proračuni, na primer Ministrstva za kulturo. In mogoče še to, da kar vsa leta Slovenija sodeluje v teh programih EU za kulturo in film že od leta 2002 oziroma 2004 dalje. In v vsem tem obdobju so bile prav nevladne organizacije na prvem mestu, ponavadi celo recimo 2/3 uspešnih slovenskih organizacij je pripadalo nevladnemu sektorju in na razpisu za leto 2024 se je prvič v tej zgodovini, 20-letni, zgodilo, da so javni zavodi nekoliko prednjačili z nekaj več odprtimi projekti. Naučili so se. Naučili. Skupaj. No, pa mogoče preden gremo dalje, če lahko poveste še, zato ker smo omenili tole sliko, kaj pa prikazuje? To je ženski kolektiv nekdanje tekstilne tovarne, sicer ilustracija, kot rečeno Vesne Bukovec, ampak narejena na podlagi fotografije in nam se, tako po eni strani nam je drag, ker prikazuje ženski kolektiv, tudi me skozi ta leta smo vedno bile ženski kolektiv, ampak ima pa tudi v sebi neko to energijo, da v slogi je moč in da skupaj zmoremo vse in to velja tako na naši strani kot pač naše organizacije, ampak tudi to energijo se mi zdi skušamo sporočati našim uporabnikom in vedno, zato ker se zavedamo, da je sodelovanje na teh evropskih razpisih lahko zahtevno, zlasti za predstavnike majhnih nevladnih organizacij, ampak da naši podatki res kažejo, da je to možno. Pa bi lahko delili recimo kakšen primer uspešnega sodelovanja slovenskih nevladnih organizacij na vajnih področjih? Lahko je film na področju filma je mogoče zanimivo to, da so recimo produkcijske firme, torej filmi, takoj pomislimo na razvoj, medija podpira predvsem razvoj filma, potem pa skozi druge razpise tudi prikazovanje, festivale, distribucija, vsak drug film ali pa skoraj 70% evropskih filmov, ki jih vidimo v naši Artkino mreži, so podprti strani podprograma Medija za distribucijo, ker je ravno to želja, da se čim več je cirkulacije filmov. Ampak če grem nazaj in naši prijavitelji, ki prijavljajo svoje filme, ki so vedno koprodukcije, torej to ni izključno slovenska ekipa, slovenski producent, ampak je vedno sodelovanje na evropski ravni z drugimi državami, so, in to je zanimivo, vedno nevladne organizacije. Torej to so zavodi in si oni s tem sodelovanjem v bistvu nekako zagotovijo druge trge, druga občinstva, širšo kreativno ekipo. Ne vem, zdaj mogoče na zadnje, kar lahko omenim in so recimo neka nova generacija, so zavod December, Mono, Cvinger film, Temporama, ki pa stojijo za filmi, kot je Kaj ti je deklica Urške Đukić, ki je imela tudi babičino seksualno življenje. Ta film je dobil evropsko nagrado za kratki film in tudi francosko nacionalno nagrado, kar je odličen uspeh za slovenski film. Pravkar smo izvedeli, da bo nov film fantasy prvenec Kukle tudi prikazan v Locarnu, kar je spet super uspeh in ti filmi so dobili podporo podprograma Medija. Potem Društvo slovenskega animiranega filma je izjemno aktivno od leta 2021, podpira skupaj z drugimi državami iz centralne Evrope nekako regijsko povezovanje in animirani film. In zelo smo ponosni na naše festivale, filmske festivale, in večina njih spet jih ustvarjajo društva in zavodi, naprimer Animateka, Kino Otok, festival kratkega filma, ki se zdaj bliža avgusta v Ljubljani, so podprti in se držijo visoko. Naprimer skupaj z Lifom letos imamo isto število podprtih festivalov kot Francija in Italija, kar je
spet, zelo smo ponosni na ta uspeh. Ja. In mogoče lahko se navežem, da podobno velja tudi v Sloveniji v založniškem sektorju. Podprogram kulture recimo podpira kroženje kvalitetnega evropskega leposlovja, kar pomeni, da lahko slovenske založbe prevajajo leposlovje v evropski jezik ali pa obratno iz tujih jezikov v slovenski jezik, in večina teh založb je seveda niso podjetja, razen z izjemo, vsem znane ali pa znanih nekaj, ampak recimo Kud sodobnost, Goga, Beletrina, Vigevage knjige, to so vse založniki, ki uspešno pridobivajo podporo za ta svoj program. In mogoče tako, če boste v medijih zasledili, da nek tuj avtor, da se organizira pogovor z nekim tujim pisateljem, pisateljico, je to skoraj zagotovo del podprtega projekta Kultura za kroženje evropskega leposlovja. Je pa še en razpis v okviru podprograma Kultura, tako imenovani evropski projekti sodelovanja, kjer je Slovenija res neverjetna in vsako leto, lani pa še najbolj, ko so objavljeni rezultati, dobimo čestitke iz celotne mreže Centrov ustvarjalna Evropa, ki delujejo poleg Slovenije še v 39 drugih državah, ne zgolj v članicah Evropske unije, in tudi kolegi iz tujine nas nenehno vabijo na svoje dogodke z vprašanjem, kaj je skrivna formula za ta uspeh. Recimo glede na število prebivalcev so slovenske organizacije res na top 5 mestih med temi 40 državami. Se pravi, tako je za Francijo, Belgijo, tako res neverjetno. In v bistvu, ne vem, tudi na drugih področjih festivali, recimo kot so Mladi levi, Mesto žensk, ponavadi so te ali pa njihove mednarodne koprodukcije so vse del evropskih projektov s podporo ustvarjalne Evrope. In tudi, če imate v mislih katerokoli nevladno organizacijo, ki dela nekaj prebojnega, nekaj, kar je vseeno malo bolj ambiciozno, je to verjetno s podporo ustvarjalne Evrope. Zato, ker tudi doma so v resnici sredstva, ki bi omogočala razvoj nekega mednarodnega sodelovanja, zelo omejena ali pa so bilateralna, recimo, ne vem, ambasada ZDA bo podpirala seveda nekaj, kar je povezano z njihovo državo, in tako velja tudi za druge. Tako. Kaj pa je potem ta skrivnost za uspeh? To je, se to izda potem, da je mednarodni? Kot dobri kuharji, ki ne vejo, ali pa nekoč, ko je bila ta Vegeta, ker tudi Vegeta ima več sestavin, ampak tako, tej razlogi so tudi negativni, žal, žal negativna motivacija je zelo velik motivator, tako da nam se zdi, da ko je Slovenija vstopila v ta program, se je potem kmalu tudi začela ta finančna kriza, recimo 2008, in takrat zlasti nevladni sektor, če je želel preživeti, je mogel izkoristiti vse priložnosti, hkrati je bila pa takrat Evropa oziroma cel svet v enem drugem stanju, in se mi zdi, tudi nam je bilo lažje promovirati idejo Evrope, evropske vrednote, zato ker smo vsi skupaj še verjeli, da je lahko samo še bolje. Tako da recimo to je bil nek pozitivni motivator, negativni pa čist želja potem, da rasemo in da preživijo, in zato tudi v tem obdobju se je prav nevladni sektor res specializiral, in dan danes imamo te prve nevladne organizacije, ki so že v prvih letih se odločile za to, ne vem, Beletrina ali pa non-stop omenjamo Zavod Bunker, oni so zdaj že nam neka povratni informator, oni nas učijo, kako še izboljšati, oni v resnici ne potrebujejo več te osnovne naše podpore, pomoči, ampak so res nek naš sogovornik, in pravzaprav ravno letos smo uvedli nekaj, čemu rečemo ambasadorji ustvarjalne Evrope, in tudi recimo ekipa Zavoda Bunkerja je del tega, zato ker nam praktično s tem, kar počnejo, pomagajo promovirati ne sam program, kar je v bistvu, to je pač program za sofinanciranje, ampak vse to, kar počnejo s pomočjo teh sredstev. Ja, hkrati pa tudi se mi nekako trudimo biti, ne vem,
če ne v koraku, mislim, pred sektorjem, da jim lahko z našimi usposabljanji, ki jih res ogromno organiziramo, pa tudi to, da je Motovila opeta na evropski ravni, ne samo v mrežo Centrov ustvarjalna Evropa, ampak tudi v dve res pomembni evropski mreži, Culture Action Europe, ki nekako je advocacy na evropski ravni za področje kulture, pa tudi On the Move, ki je mreža, ki se specifično osredotoča na mobilnost v kulturi, ki je seveda pomembna za to povezovanje na evropski ravni, oziroma širše. Mi tu smo seznanjeni s trendi, politikami in to nekako prinesemo k sektorju in imamo tako sreča je, da je tudi mali sektor in imamo lahko nekako zelo si ne izgubljamo časa, informacije tako, in smo lahko pridejo na cilj. Ja, in prevajamo te informacije in jih se res trudimo z neko tako širokim spektrom dogodkov, ki so različni, od nekih svetovanj do 5 ljudi do velikih konferenc, ki si jih udeleži okrog 100 ljudi na leto, v bistvu pomagati sektorju, da je updaten. Tako da tudi s tem prispevamo mi nekak en kanček k temu uspehu. Recimo, take teme, pred 10 leti smo se vsi ukvarjali s tako imenovanim razvojem občinstva, ampak gre za to, da je začel ta kulturni sektor razmišljati, kako lahko še, to ne gre za številčnost, se pravi, ne gre za to, da bi vsi zdaj želeli imeti, številčno veliko publiko, ker to enostavno ni mogoče, ampak za to, da res ciljano pride neka vsebina, za katero je bilo porabljenih veliko virov in ustvarjalnih energije, da pride do prave publike. Potem recimo s finančno krizo, ko smo jo že omenili, smo se ukvarjali s tem, kako bi lahko vseeno pomagali sektorju, da bi optimizirali ali pa spremenili neke svoje poslovne modele, kolikor bi bilo mogoče. Takrat se je tudi v času te krize zelo pritisnilo na sektor, zato ker so razne študije, tako imenovane kreativne ekonomije, prišle do podatkov, da tudi ta sektor, da v bistvu ustvari več bruto družbenega dohodka kot recimo avtomobilska industrija, in se je kar naenkrat začelo zahtevati od sektorja, da se pač tržno usmerja. Potem z zdravstveno krizo se je od sektorja pričakovalo, da bo, zato ker je to avtomatično, reaktivno začel delati, da je pomagal tudi pri recimo ohranjanju čist mentalnega zdravja ljudi s svojimi aktivnostmi, ki jih velikokrat počel pro bono, da tako rečemo, prostovoljno. Ta sektor ima vedno veliko zahtev strani odločevalcev, politikov, družbe, in mi želimo tudi, čeprav ni v naši moči prav veliko, ampak jih želimo opolnomočiti, da bi v takih razmerah lahko se razvijali najbolj trajnostno, mogoče trajnostno tudi ne samo v smislu do družbe, do okolja, ampak tudi do njih samih, da skušamo tudi teme kot prekernost sektorja, to, da so vsi preveč izčrpani od dela, ki ni plačano ali pa je slabo plačano, tudi te teme. Po eni strani prinašamo spet v Bruselj, našim nadrejenim, predstavnikom komisije, po drugi strani pa tudi odločevalcem doma. Tako da res smo kot en most, hkrati prevajamo to bruseljščino, ampak hkrati pa tudi prevajamo nacionalni ali pa regionalni kontekst v ta bruseljski mehurček. Ja, in vedno poskušamo, torej nismo samo promocija, ampak res kritično presojamo, glede na to, da poznamo potrebe, glede na to, da imamo dobro vzpostavljeno komunikacijo s sektorjem, jih tudi z ene strani probati zadovoljiti resursi, ki jih imamo na voljo, hkrati pa tudi prevajati in politikom, odločevalcem na višjih ravnih sporočati in stalno ponavljati, kaj so v bistvu pomembne stvari, da se ne pozabi pri takih recimo zdrsih v razne ekonomije ali pa druge funkcionalnosti. Ja. No, ker je pa cel kup torej nekih izzivov, s katerimi pač se tudi kulturni sektor
mora spopadati, ne? In kako pa se lahko kultura in ustvarjalnost torej odzivata na neke take globalne izzive, kot so recimo podnebne spremembe, ne, pa rekli smo, zdravstvena kriza, pa trenutne politične razmere v svetu. Ja, mislim, ne vem, to mislim, da je v naravi ustvarjalnega sektorja pač vseh umetnikov in drugih strokovnjakov, ki delajo na to področje, da imajo že v sebi to, se pravi, tudi v preteklosti, ko sploh ni bilo še kulturnih politik, ne vemo iz zgodovine, da je kulturni sektor bil ponavadi prvi, ki je ali mal skušal zatresti neke temelje ustaljene ali pa reagiral na neke družbeno-politične spremembe in tako je tudi zdaj. Razlika je samo v tem, da jih potem tudi na politični ravni, recimo z zahtevami posameznih razpisov, se jih zelo potiska recimo v to smer, ne vem, potiska. Sej, ne vem, recimo zdaj razpisi ustvarjalne Evrope vsi vključujejo to, da se spodbuja sodelovanje z ukrajinskimi ustvarjalci, z ukrajinskim kulturnim sektorjem in to počnejo in so počeli tudi že prej, Seveda je tlele razlika od države do države, države, ki so bliže Ukrajini, to počnejo bolj številčno, ker je to naravno, nekatere manj. Ne vem, mi se zelo veliko delamo na področju tako imenovanega zelenega prehoda, trajnosti, ampak v resnici je ta sektor že prej, tudi ko se pogovarjamo z njimi, zaradi omejenih virov, je bil ta sektor že prej primoran zelo skrbno premisliti, kam bo vložil vire, da se ne producirajo, ne vem, stvari, izdelke, ki bojo samo za enkratno uporabo. Tako da to so že prej počeli, zdaj pa, ne vem, in mi organiziramo neka usposabljanja za to, da bojo po eni strani lahko še izboljšali, ali pa tudi ozavestili, se mi to že počnemo, sam ne znamo tega skomunicirati, ker nam je tudi v interesu res, da pokažemo odločevalcem, da je ta sektor, da se ne bi zgodilo, namreč kultura je še vedno v domeni nacionalnih držav, se pravi, ne obstaja evropska kulturna politika, obstajajo samo usmeritve na ravni mednarodnega evropskega kulturnega sodelovanja, se pravi, Evropska unija lahko ustvari neke mehanizme ali pa neke strategije, smernice, ki pomagajo, ki nadgradijo nacionalne kulturne programe, in se pravi, ampak vedno se zgodi, da kar se na evropski ravni sprejme, pride počasi tudi na neki nezavedni ravni, do nacionalne, lokalne ravni, Tudi zato, ko obstajajo neki mehki načini, instituti sodelovanja, tako kot je recimo OMC oziroma odprta metoda komuniciranja, kjer recimo predstavniki nacionalnih ministrstev med sabo izmenjujejo trende, strategije in tako naprej, Tako da recimo, če naši odločevalci zvejo za neke tudi pozitivne spremembe, jih potem počasi aplicirajo tudi na nacionalni ali pa lokalni ravni. In kar nas skrbi je, da bi se te stvari počele preveč na načinu skopiramo, zato ker v bistvu mi imamo nek svoj kontekst, ki ga je treba upoštevati, ko se sprejemajo taki strukturni obrati, da sem malo bolj konkretna, recimo, mi, če želimo trajnostno potovati, v Sloveniji ne moremo enostavno iti na vlak, in trajnostno potovati na ta način, če bi pa bili v Franciji ali pa Belgiji ali pa Nizozemski, to sploh ne bi bila stvar debate, In zdaj, če nek tak mehanizem iz teh držav ali pa zahtevo, kopiramo doma, praktično onemogočimo, sploh karkoli, In sploh v luči, da so sredstva za kulturo doma tako omejena, je treba res dobro premisliti, kako naslavljati recimo ta zeleni prehod, da ne bomo postavili sektoru še večjih zahtev, ki jih enostavno ne more doseči zaradi strukturnih pomanjkljivosti. V tem primeru kulturni sektor ne more graditi. Ja. Katerega tira že, železnice. Morda, če bo dovolj slabo, pa se samo iniciativno, tako kot pri zdravstveni krizi, kakšna ekipa oblikuje. Ja, tudi kulturni sektor, čeprav lahko pomaga pri recimo ohranjanju duševnega zdravja, ne more celiti
oziroma zdraviti zlomljenih okončin ali pa izpahov. Rdeči noski, ampak za slovenske železnice, kadar imajo vlaki zamudo. No, recimo tudi rdeči noski so že večkrat prejeli podporo Ustvarjalne Evrope. No, pa ko smo ravno pri zelenem prehodu, a bi mogoče malo predstavili, kaj pa imamo danes tukaj na mizici zraven? No, seveda, mislim tudi, ker delamo na tem, ne, da v bistvu smo začeli tudi uporabljati svoje vire in iti upcyclati, tako da to so neke darilne torbice iz naših pingvinov, mi jim rečemo, torej promocijskih stojal. Ja. Iz preteklih generacij, se pravi, namesto, da bi končale na odpadu, smo jim dali novo življenje. Pa še to smo naredili, se upravičujem, Sabina, z društvom Smet v Met, zato, da smo pač podprli eno organizacijo, ki to počne. No. Vedno nekako probamo z nekim premislekom delati. Ne. In mogoče še to, da je tudi pohvala Svetu v Metu, tudi predstavniki komisije, ki so to dobili za darilo, so bili navdušeni. Zdaj to neka že redna praksa, mi to imamo že nekaj let, tako da tudi semena za pač čebelice, za medovitne, kako se reče. Rastline, ki jih imajo čebelice rade. Potujejo po pač celi Sloveniji in Evropi. Želimo si s tem tudi neko sodelovanje, seme sodelovanja zasaditi, tako da to so naše promocijske neki taki gadgeti, recimo. Nekoč smo imeli čokoladice, ampak smo jih potem malo preveč same pojedli v pisarni. Poleg tega ta čokolada ni trajnostna v raznih vidikih, ampak takrat smo. Tudi mi se pač ozaveščamo, sami delamo na tem, tako da učimo, je rekla Mateja, to stoje brošure, kjer so v bistvu zbrani vse možnosti za audiovizualni sektor, za učenje, za usposabljanje na različnih področjih, in tukaj imamo naši 2 brošuri, kjer so v bistvu na kratko vsi ti kompleksni razpisi razloženi in seveda na koncu tudi en seznam uspešnih organizacij. Vsako leto ki se daljša in ki vsako leto imamo dogodek temu namenjen, da v bistvu se srečamo in izpostavimo organizacije, ki imajo podporo in se mu reče uspešno ustvarjalno. In ta dogodek je med drugim tudi nekako dogodek, kamor pridejo tudi drugi naši kolegi. No, ponosni smo, da Evropska komisija izpostavlja našo pisarno kot eno izmed učečih se okolij za druge. Tako da smo gostili, ne vem, od Tunizije do Norveške, Grčije, prihajajo Malte. Pridejo k nam in potem mi pač se pogovarjamo. To je tudi nek namen, da krožijo neke dobre prakse in predstavimo uspehe, ker potem jih tudi, ko zaznajo primerne partnerje, jih naši sodelavci iz mreže širijo v svojih državah in se tako zgodi neko povezovanje. Ne. Hkrati pa te obiske izkoristimo tudi, da jih spoznamo ciljno s posameznimi organizacijami, ki se nam zdi, da bi še bile zelo ustrezne za sodelovanje z nekim sektorjem iz teh držav in mogoče v tem kontekstu tudi poudariti, ker nismo povedali, da te organizacije slovenske, ki jih je recimo zdaj več kot 150, recimo sam lani so na vseh teh razpisih ustvarile 177 povezav z partnerji iz 34 držav evropskih. Tako da, ne vem, to se nam zdi res neverjeten uspeh in vedno malo gledamo, katera država nam še manjka, to nam je malo tako izziv, tako da pa tudi nekatere države, ki niso običajno zelo visoko na seznamu držav, s katerimi Slovenija sodeluje na področju kulture, se pomika više. Recimo, ne vem, v preteklih letih je bila zelo visoko uvrščena Nizozemska ali pa recimo tudi Belgija, ne vem, no, tako da manjkajo nam mogoče zaradi specifičnih pač okoliščin, mogoče Islandija ali pa tudi recimo zelo bi si želeli več sodelovanja s Tunizijo. Vemo, da je težje, ne, ampak se dogaja, to je tudi proces, ne.
pač kolegica iz Tunizije je bila tukaj in smo jo povezali in se potem neke iskrice dogajajo, hkrati pa lani nas je presenetila Španija, ne, tako da to so iz nekega tega naše, ko gledamo Excele in jih prevajamo v take zgodbe, Krasno. Kaj bi pa recimo svetovali nevladnikom, ki šele začenjajo z nekim mednarodnim sodelovanjem in EU projekti, kaj bi bil nasvet? Kje zagrabiti? Poleg tega, da zagrabiti. Ja, seveda, mi smo tukaj, ne, naj se obrnejo na nas, ampak najprej ne razmišljajo o tem, s kom se povezati. Torej partnerstva, torej povezovanje, ki je že nekako ta rdeča linija, ki smo že izpostavili. Zato, ker to je pomembno, da ti v bistvu se tudi povezuješ se s kompatibilnimi, z istomislečimi, z bolj izkušenimi, se učiš od njih. To je ena taka, mogoče en delček tistega recepta, o katerem smo prej govorili. Hkrati pa, kot rečeno, mi smo tu, naša vrata so odprta, naši kultorki, tem rečemo jim taki infodnevi, ki so v bistvu odprti za informacije in so torki načeloma in ker mi vse te kompleksne informacije prevajamo, vidimo skupaj, premislimo ideji, pač naša ekipa ima veliko izkušenj, tako da lahko tudi ocenimo, kam bi lahko to šlo, v kateri fazi sploh projekt partnerstvo je, hkrati pa tudi naj se udeležujejo naših dogodkov, zato ker so res tailor-made za različne potrebe, ne? Tako da pač naj spremljajo naše informacijske kanale. Jaz sem malo v zapiskih preverjala, ko si omenila individualna svetovanja, da povem eno številko, zato da bo jasno, da so vrata res odprta. Lani smo izvedli skoraj 500 takih individualnih svetovanj, ki zdaj seveda potekajo v živo ali pa prek spleta. Prek maila, karkoli. In da recimo tudi, ne vem, te naši dogodki, ki jih res veliko organiziramo, so tudi odlična izhodiščna točka, tudi zato, da tam spoznajo druge slovenske organizacije, ki jim je že uspelo in da preskočijo par teh faz, da se ne spotikajo v bista polena. Tako da, zato ker mogoče zato, da ves čas sva bili zelo pozitivni, pa tako obstaja še ena plat, ne bomo rekli negativna, ampak dobro pa je, da smo realni, pri teh pričakovanjih, ker to tudi nas skrbi, da ne bi mi s to promocijo teh uspehov ustvarili nek občutek, da je to nekaj enostavnega, da je to kar dostopno. Dejstvo je, da se v tem obdobju niso usposobili sam predstavniki slovenskega kulturnega sektorja, ampak tudi evropskega nasplošno in da je ta konkurenca vse hujša, da recimo stopnja uspešnosti pada. Se pravi, ne vem, če je bila v preteklih letih 30-35%, je zdaj padamo bliže 10 ali pa recimo 15-20, odvisno od razpisa, kar pomeni, če je 10%, od 10 prijav, od teh ena uspešna. Na srečo smo slovenski prijavitelji smo vedno nadpovprečni, nad tem evropskim povprečjem, ampak še vedno pomeni, da je treba, če se že odločijo prijavitelji za ta korak, da mora biti prijava, mi rečemo, več kot perfektna. Ampak imajo pa vso podporo, ki je na razpolago. In mogoče sem še to, da res, da tisti, ki so prišli do tega, da imajo tako uspešne, so šli skozi tudi določena so bili razočarani, so šli skozi neuspešne prijave, ampak tudi neuspešna prijava ti daje eno tako SWOT analizo, da vidiš, kje si in probaš popraviti določene elemente, razmišljaš o drugih partnerstvih in tako naprej. Vsak prijavitelj prejme potem, ko se prijavi to evalvacijo, ki je tudi eno orodje tudi nam, potem za naprej. Da se lahko izboljša. In veliko slovenskih organizacij recimo potem ponovno prijavi izboljšano verzijo projekta in so bile tudi potem uspešne. Ampak ni pa to avtomatizem, absolutno ne. Kdor dela, tudi kiksne. A bi lahko mogoče tudi iz vajnega vsak dana podelili kakšno
Mogoče smešno ali pa nenavadno nekdo. Dobro, mogoče nadaljujem jaz, zato ker imam eno tako žalostno, pa bo zaključila Sabina z bolj veselo. Ne vem, potem, ko je, se pravi, jaz delam to že zelo dolgo, ne? V prvih letih so se te prijave celo še pošiljale fizično, ne? V teh ogromnih fasciklih, ne? In potem, ko se je zgodil ta prehod na elektronski sistem, ne? Se pravi, pritisnil si na gumb, ne? Submit, oddam in nič se ni dalo več storiti v smislu, ne? Premakam ture nazaj, ne? In imeli smo en primer enega slovenskega prijavitelja, ki je bil še vodja za mednarodni konzorcij, kar je še bolj odgovorna vloga, ne, ker ti oddajaš v imenu svojih partnerjev. Te prijave se tudi ponavadi delajo več mesecev, ne, in res so visoka pričakovanja in žal se je v tem primeru zgodilo, da je ta klik se zgodil par sekund prepozno, ne. In potem, naslednji dan smo dobili klic, ko je ta zdaj gospod, sploh prišel k sebi, da je lahko govoril in je samo opisal ves ta postopek in je rekel, da ko se je to zgodilo, da najprej sploh ni vedel, kaj naj se joče in da je šel na vrt in se drl 5 minut. In včasih se nam zdi, ko se pogovarjajo o tem, mi res čutimo s temi prijavitelji, tako se nam zdi, kot da se je zgodilo nama, ne? In potem v takih primerih smo zelo tudi mi žalostni in razočarani, ampak to pomeni tudi, ko jim uspe, a ne z njimi delimo te uspehe. Tako da to je najlepši del. Ja, smo res cheerleaders, In to je tudi neka motivacija, to je neka ti konkretni uspehi, tudi včasih je to mogoče ena mala stvar, ne vem, nekdo je sprijetno usposabljanje, ne samo da bi uspešen na razpisu. Za financiranje. Tako. Ampak, ne vem, mogoče tudi neka taka lepa zgodba. Lani smo ob 10. obletnici Ustvarjalne Evrope naredili en dogodek in smo tudi za take neke lepe, smešne prigode Ustvarjalne Evrope povprašali sektor in smo dobili, jaz bom prebrala, ker je ena taka pač zanimiva stvar, ker je res pomembno se mrežiti. In je nekdo napisal, da je ob prvem obisku Bruslja, in to pomeni, da so bili na kick-off meetingu vseh nosilcev projektov v Bruslju, pač agencija organizira eno tako srečanje za vse, da so jasne tudi zdaj, pač kako instrukcije za nove podprte organizacije. Ker vse te podprte organizacije podpišejo pogodbo in imajo določene obveznosti, seveda s partnerji je zanimivo in včasih kompleksno sodelovati zaradi medkulturnih razlik, tako da vejo, kaj jih čaka. No, in na tem sestanku je nekdo ob čakanju v vrsti za kosilo, pomembna stvar, bili so kaneloni, se je gospa zaklepetala z gospodom iz Velike Britanije, ki je bil prav tako v vrsti. Zmenila sva se, da se dobiva pri sladici, si izmenjala vizitki in to je vodilo uspešno skupno prijavo na projekt. Takrat je bilo to možno, zaradi Brexita Velike Britanije nimamo več v programu. Spoznamo lahko koga drugega, ne? Tako. Tako da so različne v bistvu izkušnje, tudi kot rečeno medkulturne razlike, ne vem, še ena prigoda je bila ta, da ko so se dobili vsi na partnerskem srečanju nekje na Portugalskem, se mi zdi, da pač južna in vzhodna Evropa je znala tudi uživati, medtem ko so določene države bile malo, gremo delati, ne bomo zdaj imeli svojih popivali ob pogovorih, ampak tudi sami vidimo, da poleg resnega dela je res pomembna tudi ta sproščena izmenjava, ker se zgodijo ideje in neke želje se lahko izkristalizirajo, kam iti naprej. Ja, in mogoče še ta res človeški vidik, ki nam je zdaj jasen, ampak ga želimo prav poudariti, ne, po covidu smo vsi šli na te digitalno komunikacijo in se nam je v eni točki zdelo, saj sploh ne bo več treba se v živo dobivati, spoznavati, tudi takrat zaradi okoljske krize, se je mislilo, da bomo kar ukinili ta potovanja, sploh pri tem programu je to zelo pomembno, ampak tudi odločevalci zdaj vejo, mi pa še bolj, da je ta prav človeški stik nekaj, ki je največ, kar ti lahko da, tako mednarodno sodelovanje, da onkraj te finančne podpore, onkraj institucionalnega sodelovanja, da v bistvu največ so vredne te človeške povezave med temi strokovnjaki, ampak v končni fazi med ljudmi, iz različnih okolij. Ja. Tako.
Pa morda še za konec nekaj malega o željah, katere uspehe Motovile bi recimo za nazaj izpostavile in kakšni cilji in izzivi mislite, da čakajo Motovilo v prihodnje? Pa ne vem, mislim, da smo jih že v bistvu že nekako ne vem, mi smo res ponosni, da v teh 10 letih smo, da nas je sektor prepoznal, da se vrača, da prihaja na dogodke, da pokliče, tudi ko niso razpisi, da nas, zelo smo veseli, ko nas seznanjajo s svojimi uspehi in uspehi projektov. Tudi onkraj ustvarjalne Evrope, da v bistvu spremljamo njihov razvoj posameznih umetnikov in organizacij. Ja, in vidimo to rast, lahko je tudi ne rast, je odrast, ampak z eno vizijo. Glede na to, da smo nevladna organizacija, se nam zdi to, da imamo že 10+ let tudi kar velik uspeh. Želja mogoče, zato da tudi, ker vem, da jo delimo z ostalimi nevladnimi, tako res v Bruslju rečejo temu simplification, ampak tako mi, ker delamo na tej strani, vemo, da včasih je to poenostavitev za izvajalce takih mehanizmov. Mi si res želimo, zato ker mi smo tudi sami v vlogi kot druge organizacije, mi zato, da to, kar delamo, moramo pripravljati prijave, zase za delovanje. Tako da si res želimo, da bi se, sploh zato, ker je to zdaj možno, da bi se ti postopki racionalizirali v vseh vidikih. Enostavno ne razumemo, kako je v teh časih možno, da je še vedno treba stvari kopirati, printati, ne vem, to je, ampak dobro, to je ena taka zelo tehnična, mogoče zato, ker smo ravno v tej fazi. Sicer si pa želimo, zato ker je ravno zdaj na evropski ravni, kot veste, se je odločilo o novem proračunu EU za naslednje 7-letno obdobje po letu 2027 in to pomeni, da se odloča tudi o prihodnosti vseh programov. In ta nek nov predlog, osnutek, ki je pricoljal v javnost, pravi, da naj bi ustvarjalno Evropo združili še z nekaterimi drugimi mehanizmi, recimo s tem programom CERF, ki ga je Sabina prej omenila. Mi se pa trdno in zagrizano borimo za to, da ustvarjalna Evropa ostane samostojen program s svojim imenom, zato ker si sektor zasluži pač svoj ciljni mehanizem podpore, ravno zaradi vseh dobrobiti, ki jih prispeva k družbi. In je v resnici ta budžet, če ga primerjamo z ostalimi mehanizmi, tako majhen, čeprav nam se zdi, če rečemo 2,5 milijardi pa pol veliko, ampak ne vem, program Erasmus, da bo jasno, ima 10-krat večji proračun, program Obzorja Evrope ima 100-krat večji proračun, tako da mislim, številke, ki si jih mi sploh ne znamo predstavljati. Tako da krčanje proračuna za ta program bi na ravni celotnega proračuna EU predstavljal niti zrnce peska. Tako da upamo, da bo proračun višji in da bomo imeli ustvarjalno Evropo 2.0 v letu 2027. Ker ta legacy je zelo pomemben, in kar si mislim, da tudi želimo, je, da naš sektor ostane tako agilen, tako uspešen, hkrati pa, da tudi doma malo več neke sistemske podpore, ki je prilagojena novim nekim tem interdisciplinarnim mogoče povezovanjem, kot da ne ostajamo pretogi. In mogoče, da ne slučajno ne omenim, zakaj je eden od razlogov, zakaj je Slovenija tako uspešna, je zagotovo tudi to, da imamo doma tako imenovane sheme za sofinanciranje uspešnih projektov. Enega že od leta 2006 izvaja Ministrstvo za kulturo, se pravi vsaka organizacija, ki pridobi to podporo, avtomatično še na ministrstvu dobi eno majhno podporo. Ta budžet je zelo majhen, če smo iskreni, ampak Ministrstvo za javno upravo ima pa zelo večji proračun in ta proračun je namenjen prav za sofinanciranje nevladnih organizacij, ki so uspešne na razpisih programov EU, in ta shema pa je zelo opogumila nevladni sektor, pred leti, da so malo bolj pogumno se odločili tudi za vlogo vodij in da so po domače rečeno lahko prevzeli ta riziko. Tudi vodenja velikega mednarodnega konzorcija. Nismo omenili, da ti projekti so včasih večmilijonski, kar je zelo zahtevno za kulturni sektor.
Pa smo prišli do konca. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala tudi vam, da ste nas spremljali, pa se poslušamo in vidimo spet naslednjič. Čau!